Raziskovalci preučujejo vplive aktivnosti oziroma praks menedžmenta človeških virov na uspešnost podjetij z mnogih vidikov. Omenimo dva. Prvi vidik izpostavlja pomen usklajenosti zaposlenih z organizacijo, njeno filozofijo in vizijo poslovanja. Z tega vidika izhajajo ideje o ustrezno usmerjenih in usklajenih aktivnostih pridobivanja, zaposlovanja, ohranjanja, komuniciranja in razvijanja kadrov v podjetju. Če so zmožnosti zaposlenih skladne s poslanstvom, strategijo in vrednotami organizacije, lahko slednja računa na večjo poslovno uspešnost in obstanek na trgu. Drugi vidik izpostavlja pomen zaloge ustreznih zmožnosti, zbranih in negovanih v okviru podjetja. Teorija človeškega kapitala meni, da ni toliko pomembno, kaj se dogaja v zunanjem okolju podjetja. Ključno je v podjetju zbrati bogat nabor znanja, spretnosti in drugih sposobnosti in osebnih značilnosti, ki zaradi svoje neposnemljivosti, enkratnosti in dragocenosti podjetju prinašajo dolgoročno konkurenčno prednost in poslovno uspešnost. Ta dva pogleda povezujeta dva ključna koncepta, ki jih obravnavamo pri našem podjetju. Prakse menedžmenta človeških virov ter človeški kapital. Sinergično delovanje obeh konceptov lahko označimo z izrazom menedžment človeškega kapitala. Obstaja mnogo različnih praks menedžmenta človeških virov. V literaturi, ki jo navajamo pri predmetu, izpostavljamo prakse kot na primer načrtovanje kadrov, analiza dela, pridobivanje kadrov, izbor in uvajanje kadrov, motiviranje kadrov, ocenjevanje delovne uspešnosti, nagrajevanje, karierno načrtovanje, usposabljanje in razvoj, komuniciranje, varstvo in zdravje pri delu in tako dalje. Vse naštete prakse menedžmenta človeških virov vplivajo na izgradnjo ustreznih stališč zaposlenih in njihovo vedenje, kar je v veliki meri povezano z znanjem, veščinami, zdravjem, osebnostnimi značilnostmi, torej s človeškim kapitalom. Bolj kot so po teoriji, ki smo jo prej omenili, stališča in vedenja skladna z organizacijo, bolj kot so neposnemljiva, vredna in enkratna, večja je verjetnost, da bo podjetje uspešno. Seveda pa je zato, da prakse menedžmenta človeških virov delujejo, potrebno ustrezno psihološko in družbeno okolje v podjetju. Naj samo izpostavim pomen organizacijske klime, psiholoških pogodb, usklajenosti posameznikov in njihovega dela v podjetju, pravično vodenih postopkov in podobno. Vsi ti vidiki so tesno povezani z izvajanjem menedžmenta človeških virov. V člankih, ki so dostopni v e-učilnici, omenjamo vplive človeškega kapitala in praks menedžmenta človeških virov na nekatere vidike poslovne uspešnosti, tudi inovativnosti podjetja. Literatura vplive preverja v različnih kombinacijah, bodisi gre za direktne oziroma neposredne vplive teh dveh konstruktov na konstruktov uspešnosti, lahko pa gre za mediatorske ali tudi moderatorske vplive. Meni ljuba razlaga pomena človeškega kapitala ter praks menedžmenta človeških virov je ta, da ima človeški kapital vlogo mediatorja oziroma posrednika med praksami menedžmenta človeških virov ter poslovno uspešnostjo podjetja. Torej, večja kot je zaloga človeškega kapitala v podjetju, močneje prakse menedžmenta človeških virov vplivajo na poslovno uspešnost. In obratno, manj kot je človeškega kapitala v podjetju, šibkeje prakse menedžmenta človeških virov vplivajo na uspešnost podjetja. Raziskave prepoznavajo mnoge pozitivne vplive praks menedžmenta človeških virov na ravni posameznikov. Na primer, obstoj prakse selekcije kadrov napoveduje večjo uspešnost posameznikov. Praksa vodenja s cilji povečuje njihovo delovno storilnost. Zagotavljanje raznolikosti dela in avtonomije zaposlenih prav tako povečuje delovno uspešnost zaposlenih, tako kot praksa posredovanja povratnih informacij pri ocenjevanju delovne uspešnosti. Dobro izvedeni zaposlitveni razgovori zmanjšujejo možnosti kasnejšega nezadovoljstva zaposlenih. Tudi dela v različnih timih, vključno z rotacijo na delovnem mestu, povečuje delovno uspešnost.
Raziskovalci so v preteklih desetletjih precej raziskovali vplive kombinacij praks menedžmenta človeških virov na različne vidike poslovanja. Menili so namreč, da ni vsaka kombinacija optimalna. Sinergijami med praksami menedžmenta človeških virov lahko pomembno zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih, povečuje njihovo storilnost, povečuje akumuliranje znanja ter tako vpliva na finančno uspešnost podjetja. Na drsnicah, ki jih najdete v tem poglavju, naštevam kar nekaj kombinacij praks menedžmenta človeških virov, ki glede na raziskave pozitivno vplivajo na uspešnost zaposlenih in podjetja. V literaturi prepoznavajo dva tipa kombinacij praks, tako imenovani strateški sistem praks menedžmenta človeških virov ter tehnični sistem. Strateški sistem temelji na spodbujanju vrednot pripadnosti in sodelovanja. Odraža se skozi uporabo praks timskega dela, participacijo zaposlenih in njihovo pooblaščanje, skozi izvajanje programov nasledstva ter načrtovanje razvoja vodstva, skrbno dodelanim sistemom notranjega komuniciranja ter postopki za usklajevanje dela in družine. Tehnični sistem po drugi strani temelji na nadzoru in vzpostavljanju različnih struktur v podjetju. Kaže se skozi uporabo praks selekcije, nagrajevanja, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, sistema izobraževanja in usposabljanja, politiko upokojevanja in socialne varnosti, formalnega uveljavljanja pravic žensk in manjšin, vzpostavljanja kadrovskih informacijskih sistemov, sistematičnega spremljanja stališč zaposlenih skozi meritve organizacijske klime in podobno. Raziskave potrjujejo, da je strateški sistem praks menedžmenta človeških virov tisti, ki močneje napoveduje pozitivne stališča zaposlenih do dela in s tem tudi večje možnosti za individualno in organizacijsko uspešnost. Med drsnicami tega poglavja lahko najdete rezultate raziskave, ki so jo pred časom opravili v Sloveniji. V njej so slovenski menedžerji navedli, katere prakse menedžmenta človeških virov se v Sloveniji izvajajo bolj ali manj pogosto. Zdi se, da še vedno med praksami prevladujejo tiste, ki jih lahko nekako umestimo v tehnični sistem praks menedžmenta človeških virov.